Dobro jutro, pa je spet nov dan pred nami. Evo, najprej, da vam malo pokažem ta hotel, v katerega sem včeraj prišel. Ima sicer dobro oceno na hotels.com. Sem pa tu nekje, po noč sem prišel, bolj Bogu iza nogu, ful vode, tle dela en Rus. Vrata se takole odpirajo na roke. Evo, tle je moj avto. Sem rekel, nisem bil čist siguren, če bo drug dan še tle. Zdaj moram imeti pa dol na zajtrk. Me to zanima, kaj bojo zrihtali. Sem že mislil, da bom brez stol, tako da, ja, evo. Vrata se pa ročno zapirajo, tako da majster se ni mogel načuditi, da sem v kratkih hlačah. Mega zebe. Dež pada, ne, sej drugače pa tako mrzlo tudi ni. Aha, ima tle lepo teraso. Moram reči, da še nisem videl. Dol gre glavna cesta. To je ta, šefe. Here. Ok, thank you. Evo, takole je tole. Sej ni slabo. Tač pa mora tole biti lepo, kaj je sonce. Evo, tle mi bo zdaj majster čaj zrihtal. To je ta, ko sem rekel, z Rusije. Prijazen, zelo. Good, thank you. In lejte, tem, kaj najmanj pričakuješ, pol največ dobiš. Jaz sem mislil, da bom celo brez zajtrka vstal. Lejte, so mi pa zelo lepo pripravili, tako da super. Jaz sem na poti proti Gruziji. Žal pada dež, 14 stopinj je samo. Še ne 5 dni nazaj je bilo 36 stopinj mi enkrat. Mi pisalo tukaj na avtu, tako da to se je zelo ohladilo, pač dež pada, tudi celo noč je dež padal, tudi danes je dež napovedan, tudi jutri je dež napovedan, potem že v Gruziji, tako da malo nimam sreče s tem, ampak kljub vsemu so pa potem 3 dobri dnevi, glih tja, ko grem, tako da bom zdaj današnji pa jutršnji dan pač bom veliko v avtu, tako da se bo, čeprav je slab vreme, dež, bo se nekako vse skupaj rešilo, bi rekel, za manj škode. Čeprav 1000krat raj bi videl, ne, da imam sonce, ki pa takole vreme, ne, pa lejte, tle je Črno morje, je vse čist brez veze, ki vse pusto in tako naprej. Tako da zdaj sem komaj čakam, da dam to mejo čez. Veste, da mej nimam rad, da gre to čez in da sem v Gruziji, sem jo pa včeraj malo študiral. Ja, jaz sem tak, jaz ne naštudiram veliko prej to, ker preprosto nimam časa in kar sem včeraj prebral, sem to videl, da to bo fantastično. Tako da pričakujte še boljše videe, kakor so bili iz Turčije. Evo, prispel v Gruzijo. Super. To mislim, da je moja 45. država, ki sem jo obiskal. Drugačna mej, tako ko zmeram čakaš, ni bilo kakšnih zapletov, je pa urco ti vzame, no pol pa, ko prestopiš gruzijsko mejo, moraš narediti pa še zavarovanje za avto. No in tam je že carinik oziroma policaj na carini gruzijski dal kao reklamo za zavarovanje, sem je zgruntil kakšno zavarovanje, no in pol me pred stemen ustal, zavarovanje, se kar malo tako če predstaviti, kot neka uradna oseba, ne bi mogel kar naprej jeti, ne. No in jaz okej, ja, grem, ne, in tam vprašam tipa, koliko je zavarovanje, prav 8
18 evrov. Vse kaj pa češ. No, pa le tisti list pogledam, ki mi ga je dal carinik, pa vidim cena, da je pa dobrih 8 evrov, pač 30 v njihovem denarju. No, sem rekel ti, zakaj pa tle 30, ne? Ja, pa še moj del. Čak, sem ne moreš mu ti 100% za tvoj del. No in nič, pa sem mu že prometno dal, sem mu jo kar z rok ven vzel, pa sem šel v drug mi je tu naredil pa za 11 evrov. Tako da 2 evra pa pol mi je računal za svoj del in imam zdaj ta zavarovanje, tako da super. Zdaj pa, pa še to, nehal je padati dež, hvala Bogu, ker še pol ure nazaj je padal, tako da je bilo to za nemislci. Tako da ful sem vesel, v Gruziji sem, zdaj pa raziskovanje, da nas sicer bolj denar zamenjati, SIM kartico kupiti, pa te zadeve, jutri se pa nadaljuje. Tukaj v Gruziji je kar noro, že promet in vse živo, no, čist drugače kot v Turčiji. Tule pa vidim, da je pa zdaj neka poplavanje, tamle odzadaj celo en avto noter ustal, tako da me prav zanima, kaj tole bo. Evo, lejte, zdaj bomo videli, tale je malo bolj korajžen, drugače pa vozijo za znort, mislim za znort, slabo za znort. Evo, lejte, tle avto not ustal, zdaj pa policija či za menoj. Joj, lejte si, koliko je vode. Da bo tu še moj crkno. Pa policija za menoj, moram pa nehati snemati. Ne gre vse tako, kot sem pričakoval. Tam, ko sem v rezervacijo, prek bookinga sem prišel, pa ni žive duše. Nisem niti točno vedel, če je sploh ta prava bajta. Potem sem tam enega človeka najdel, sem ga spraševal, sem mu naslov kazal in rekel, da to ni to. No, zdaj pa nimam ni interneta, ne nič. Evo, lejte, tamle je center, tako da zdaj se peljem proti centru. Na kakšni črpalki se bom ustavil, da pridem do interneta, da unem sporočilo pošljem, kje so, oziroma da vidim, če sem sploh bil pri ta pravi bajti, ker slik se nisem zapomnil, ne. Tako da ja, brez interneta je človek čisto izgubljen. Žal, taka je realnost. Tle sem zdaj prišel do ene fejst noble restauracije. Grem nekaj spit, pa da vidim, če ima tle internet. Končno mi je uspelo priti v hotelu Batumiju. Zdaj tako, tisto, ko sem rezerviral, nisem tam, so rekli, da imajo še en hotel v centru in da lahko tle pridem za isto ceno. Sicer tle imam mehno sobco, jo bom pokazal, boste videli, ni boh ve kaj, 13 evrov je bila cena, tam bi pa dobil stanovanje 70 kvadratov za isti denar. Ampak je to pa izven mesta, kar pa mogoče ni najboljša ideja, zato ker si moram zaleti internet zrihtati, se pravi SIM kartico kupiti, pa tako naprej, tako da je kar dobro, da sem v centru. No pa še sobo, da pokažem, mehna, ampak, lejte, zame čisto v redu. Važno je, internet ima je dosti hiter, če ne bi ga imel, vidite, tle prenašam datoteke, če ga ne bi imel pol, vi tegale videa, ki ga zdaj gledate, ne bi mogli gledati. WC kopalnica, res čist miniaturna, ampak gledajte, važno, da je posla, ok, da dobro spim. A ja, pa avto imam tle parkiran v ulici, tlele, vidite, tle je parkirplac, jaz ga imam 50 metrov nižji, pa mogo tlele enkrat najdeti cajt, da bo en odpeljal se, pa da bom jaz zaparkiral, da ga imam tle na oko. Nič, zdaj gremo pa naprej po opravkih. Tole sem nekje v centru Batumija, kar lepe zgradbe, kar moderno zgleda. No, uspelo mi je zrihtati si internet, ne boste verjeli, SIM kartica
za 10 dni neomejenega interneta manj kot 3 evre. Ne moreš verjeti, da je tako pocen. No, zdaj se odpravljam v sobo, kjer imam ogromno dela. Moram zmontirati 2 videa, plus za jutri moram zadeve naštudirati. Namreč, kam grem, kaj bom pogledal in tako naprej. Je to kar veliko dela. No, moram pa še od GoProja kartico, backupe narediti, se pravi sprazniti jo na 2 diska. Namreč en backup je premalo. Tako da... No, mimogrede tle v Gruziji, ne, da bi mu kakšno prednost, ki si na prehodu za plesce, tega ni, tako da tle ima zmeraj avto prednost. No, sprazniti moram kartico, to pomeni, da moram 2 backupa narediti na disk, ker eden je premalo, nikoli ne veš, kaj se naredi. To tudi traja, tako da zdaj bom na polno zaposlen. Jutri se pa po mojem začne res ultra zanimiv del Gruzije. Grem ravno v en del, kjer, kakor berem, ne bi bil to najbolj zanimiv del Gruzije. Tako da jaz to komaj čakam. Tako da spremljajte, ne bo vam žal.